Pozdravljeni. #Progress Report, #Ustavimo nasilje. V današnji epizodi podcasta bomo govorili o nasilju med in nad otroci in mladostniki. Z mano pa bosta Katja Bašić, upokojena kriminalistka, ki je ustanovila prvo slovensko nevladno organizacijo za pravice zlorabljenih otrok, in pa Jože Bračko iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, zaposlen kot vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto. Poslušajte. Yo, #Progress Report. #Progress Report. Yo, #Progress Report. What up? #Progress Report. #Progress This is a Progress It's your Report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my #Progress Report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the #Progress Report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat. Evo nas, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta. Danes z mano Katja Bašić, upokojena kriminalistična inšpektorica, in Jože Bračko, vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto iz Policijske uprave Celje. Lepo pozdravljena oba. Dobar dan. Pozdrav tudi vam. Dajmo se prvo kar loti teme v bistvu, kaj je nasilje, kaj vse zajema, kje vse se soočamo z njim, čist za začetek. Zdaj, nasilništvo vsebuje več različnih vedenj. Gre za fizične napade ali grožnje s fizičnim nasiljem, gre za poškodovanje stvari, gre za izsiljevanja, gre za nadlegovanja, gre za psihološko nasilje, gre za verbalno nasilje in v končni fazi tudi tatvine, lastnine so nasilje. Med tem nadlegovanjem bi izpostavila tudi spolno nasilje, ki je tudi pri otrocih oziroma v osnovnih šolah kar dokaj prisotno. Kje vse se vidva srečujete oziroma kakšno je vajino delovno področje? Ja, seveda, z nasiljem se srečujemo tako na terenu, kot tudi nasilje preko spleta, ki je vedno bolj aktualno. Tako kot je gospa Bašić že omenila, to spolno nasilje, predvsem to je ena nova, ali pa mogoče tudi ne več tako nova pojavna oblika, katerega je zelo veliko, mogoče z tem COVID problemom se je še to povečalo, ko smo otroke dejansko prisilili pred računalnike in pred ekrane, tako da so imeli storilci še bolj, bi rekel, otroke dostopne oziroma pri sebi, in je tu en res hud problem, ko začnejo zakrožijo neke gole fotografije, neke deklice in ne ve, kako odreagirati, pa kako to preprečiti. Ja. V vaši službi kot vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto, s katero vrsto nasilja se najbolj vi dnevno srečujete oziroma imate primere? Ja, lahko mogoče bi rekel, da je naša specialnost spolne zlorabe oseb mlajših od 15 let in mladoletnikov, potem to spletno nasilje, kjer obravnavamo to kaznivo dejanje prikazovanja, izdelava in posest pornografskega gradiva. Mogoče lahko tudi izkoristim, pa se pohvalim, da je tu naša služba naredila velik napredek in dejansko prijave dobivam tudi z Amerike, od teh omrežij in aplikacij, kar se včasih ni dogajalo. Drugače tudi je naše področje družinsko nasilje, kjer so deležni otroci, in tudi če otrok ni neposredno deležen, je prav tako žrtev v bistvu, ko že spremlja to nasilje in se počuti prestrašenega in neprijetno. Odkot pa sploh v bistvu, kakšni morajo biti vzroki, da se razvije nasilje, takšno ali drugačne? Je to izključno družinsko ozadje ali skupnost? Ali... No, najprej bi se odzvala na to, kar je kolega rekel, in sicer kar dokazuje, da je nasilje nedeljivo. Da je nasilje od vrstniškega nasilja do spolnih napadov, do družinskega nasilja, do nasilja na ulici, da so to vse oblike nasilja, s katerimi se soočajo otroci, mladoletniki, in da vsaka žrtev nasilja tega, pa čeravno se nam zdi najbolj blago in tako naprej,
ima seveda občutke kot žrtev, je prizadeta in nosi tudi svoje posledice. In more biti včasih nekatere vrste nasilja podcenjujemo. Ne? Kje se to v praksi vidi? Pardon, nas Ko prekinjam. že ravno govorimo o spolnem nasilju, ne? Imeli smo anketo v 3 osnovnih šolah v Ljubljani, kjer so dekleta 8., 9. razreda kot najtežjo obliko nasilja, ki ga trpijo, izpostavljale ravno spolno nadlegovanje. Zelo jih prizadane, ampak seveda običajno se to zavije v govorenje o tem, da je to stvar pubertete, da je to stvar, bom rekla, samo neke poizkusov, približevanja in tako naprej, Kdo to zavija? kar absolutno ni res. Ja. Socialni delavci, družina? Vedeti je treba, da nismo ravno družba, ki bi bila odzivna na vsako vrsto nasilja. Predvsem seveda ločimo nekako blage oblike nasilja, težje oblike nasilja, kar je seveda nesprejemljivo. Ne? Se pravi, nasilje je nasilje. Nasilje je nasilje in ravno pri majhnem, da tako rečem, se začne. Začne se že v vrtcu, ko se otroci neprimerno obnašajo eden do drugega, ne? Pa včasih gledamo to kot otroško igro in tako, in kasneje tudi v osnovni šoli, ko minimaliziramo problem nasilja, če nam otrok sporoči, da je žrtev kakšnega svojega vrstnika, pa makar gre za psihološko nasilje ali pa verbalno nasilje, ne, in se dostikrat reče, no, sej bo v redu, ne, ni v redu. Vsako to nasilje je treba ustavljati in to je edini način, da pravzaprav preprečujemo nasilje, ki bo sicer vedno, vendar kljub temu ga lahko ustavljamo in žrtve imajo pravico, da so slišane. Samo nekateri starši bi vam pa tu kontrirali, pa bi rekli, se ni tako resno oziroma ni bilo tako drastično, kot se morda sliši, ne vem, nekdo ga je mogoče potisnil, nekdo mu je mogoče nekaj rekel, nekdo bi rekel, zakaj pretiravate, zakaj delate iz miši slona dramo. A veste kako, vsak od staršev, kjer je otrok njegov izpostavljen, da je seveda naredil nekaj narobi, je občutljiv, to je razumljivo. Ampak jaz sem prepričana, da s pravilnim pristopom in s tem, da staršem pojasnimo, v čem so razlogi ukrepanja v smislu pogovora, ukrepanja v smislu, da so bili povabljeni v šolo in tako naprej, na primeren način, da to staršem je v pomoč in v podporo in če tako ravnamo in oni to čutijo, so sprejemljivi tudi zato, ker tudi njim ni vseeno za njihovega otroka. Ja. Gospod Jože, kako se pa vi imate primere v praksi, kjer se srečujete, imate pol razgovore z starši, ko pride tako daleč, ali kako običajno vaš, ne vem, primer zgleda od začetka do konca? Ja, gledajte, zagotovo je mladoletnik deležen vedno večjega varstva, ne? In tudi vabljenje otroka oziroma mladolostnika je obvezno določeno preko staršev, razen kadar je to v nasprotju s koristmi otroka. Ne? Seveda, če so starši storilci, če so storilci spolne zlorabe, če so starši storilci zanemarjanje, trpinčenje in tak naprej otroka, takrat seveda ta starš ne bo prisoten pri tem razgovoru, ker otrok ne bo upal povedati in se takrat pridruži delavec centra za socialno delo. Pa je tudi mogoče, ker vem, mislim, vsaj zdi se mi pa, koliko sem že slišal do sedaj, že v štartu se mi zdi, da otroci dostikrat pred starši nočejo nekaj navadnega ali pa banalnega povedati, ne? Kaj šele pol nekaj hujšega, kaj se jim je zgodilo. Mislim, ko pride do tak daleč, da imate pogovore, je tu dosti zasliševanja, prič ali iz prakse? Ja, zdaj, če se naveže na prvi del vašega vprašanja, ne, če mi začutimo nekako, pa da starš s tem soglaša, vprašaj tudi, gremo v to varianto, da vprašamo, če bi bilo lažje otroku, da bi povedal, da so starši niso prisotni takrat neposredno, ampak seveda na koncu razgovora seveda smo dolžni seznaniti starše. Tako da absolutno
Zdaj, koliko je razgovora z otroki, je vprašanje od primera. Ne? Če je to toliko priče, se je to zgodilo pred, pol razreda, seveda je treba opraviti, ampak seveda zbiranje obvestil teh otrok je pa spet z soglasjem starša. Ne? Zdaj, če dopustijo, včasih dopustijo, da opravimo to v šoli, se strinjajo, da je socialna delavka šolska prisotna, če pa želijo biti neposredno prisotni starši, seveda, ker gre za njihovega otroka in pa to omogočimo. Ja. Kako dolgo pa običajno, če neka sredina trajajo vaši primeri od naznanitve do razrešitve? Približno. Mislim, je to dolga pot, da se neki stvari pride do konca? To je čisto odvisno, kakšna je zadeva. Če je to priporna zadeva, ne, huda zadeva, hudo kaznivo dejanje, kjer gre storilec, se mu odzame prostost, mora biti rešeno v 48 urah. Ne. Če je to zadeva, ki je vezana na internet, kjer čakamo po 3-4 mesece na odgovore iz Amerike, pol je to malo več. Ne. Tako da pač tu nekje se zadeve odvijajo načeloma. Ampak seveda ne more pa to biti čez 2 leti, glede na to, da je otrok pa mladostnik žrtev. Ne. V našem okolju imate kakšne podatke, koliko primerov nasilja se letno obravnava pri mladostnikih? Kakšne so številke? Rastejo? Jaz sem šla gledati statistiko ravno s tem namenom današnje, bom rekla, predstavitve teh problemov in sem pri nasilništvu, ko gre za mladoletne osumljence tovrstnih kaznivih dejanj, ugotovila, da je bilo leta 2017 samo 2% vseh dejanj mladoletnikov povezanih oziroma je šlo za dejanja nasilništva. Medtem, ko v letu 2021 imamo teh primerov oziroma je to že 6%, kar kaže na očitno naraščanje. Ne? In problem je v tem, da smo more biti malo zaostali v tem preprečevanju tega problema. Nekaj časa je delovalo, kot da so se stvari umirile, vendar so se, da tako rečem, potuhalne. Čas, v katerem smo, pravzaprav nekako je zelo razburljiv tudi za mlade. Po covidni čas je seveda malo premešal, bom rekla, tudi družinske situacije in tako naprej. V družinah se je v tem času marsikaj lahko dogajalo, zagotovo je bilo prisotnega več nasilja, ne, bili so skupaj, ne, in tako da ta procent, glede na to, da ta dejanja še vedno niso zadosti prijavljena in dosti prijavljiva, je pravzaprav zelo visok. Imate vi kakšne podatke ali pa vsaj oceno, koliko je potencialnih še neprijavljenih vrst nasilja oziroma kakšne so tu številke, ki jih statistika ne razkriva? No? Ja, mogoče bi se še samo navezal malo na gospod Katjo. Mislim, da ste vi govorila o nasilništvu, ne kazniva dejanja, prav nasilništva. Ne? Drugače pa statistika dejansko pa zdaj izkazuje, da mladoletnih storilcev je pa manj, vsako leto število upada. Tako da jaz mogoče kot delni strokovnjak si razlagam tako, da dejansko imamo svoj delež, ko preprečujemo to zanemarjanje in tak naprej in preprečimo, ker otrok je zanemarjen, je tudi večja verjetnost, da bo pol zašel kasneje v storitev kaznivih dejanj ali pa da bo postal storilec kaznivih dejanj. Tako da zdaj, kakšno je sivo polje, to bomo težko vedeli. Ljudje prijavljajo več ali manj, po eni strani so bolj občutljivi, po drugi strani se jim ne zdi smiselno, tu je težko, ampak bi se še tule mogoče dotaknil te statistike, ko sem jo tudi polletna statistika, nasilje med vrstniki. Ne? To pa niso samo kazniva dejanja, to je pa vso nasilje, pač, ki smo ga seveda spet evidentirali. Lahko to samo malo pišemo za poslušalce, kaj zdaj vse ste mislite, posplošeno nasilje, to je kaj, to nadlegovanje, tako, to fizično. Je vsako, to je neke žalitve, verbalne žalitve, grožnje, recimo, ker tudi, če oseba kazensko odgovorna je otrok pri 14 letih, ne? In takrat mi lahko, ko ima odgovornost, je subjekt kazenskega prava in takrat mi lahko govorimo o kaznivem dejanju. Ne? Če pa je storilec pod 14 let, pa ne moramo govoriti o kaznivem dejanju, ne? Govorimo o nekem nasilju. In hočem reči, da tale porast tega nasilja med vrstniki, to je pa fejst porast, na državnem nivoju je to 35%,
Dotično pa sem pogledal tudi za policijsko upravo Celje, ima pa skoraj 100% porast medvrstniškega nasilja. Adijo, noro. No, morda smo se narobe razumeli, ampak jaz, ko sem govorila o tem povečanju, sem govorila v okviru mladoletniške kriminalitete. Ne? Kako se je povečalo nasilništvo. Ja, vse sem vas razumel, ja. Ampak vsa kazniva dejanja so pa v upadu. Ja, mladoletnikov, ko so mladoletni osumljenci, prav ko mi podamo kazensko ovadbo na tožilstvo. Glede na to, da smo govorili o nasilništvu, sem jaz to izpostavila. Ne? Drugo pa seveda, nikoli ne bomo vedeli, kakšno je sivo polje te kriminalitete, ampak dejstvo pa je, da je prijavljivost slaba, ne? Ker je pravzaprav na vseh področjih, tudi drugih, zdaj v sredstvih javnega obveščanja vidimo tudi odrasle žrtve, težko poročajo in tako naprej. Ne? Poleg tega pa dostikrat šole, kjer je največji problem tega nasilništva, skušajo še vedno ohranjati svoj dober imidž. Ja. Pardon, da vas prekinjam, zakaj so prijave v upadu oziroma slabe? Prijave so neprijavljanje. No, pa kdo je običajno tisti, ki poda prijavo? So to mladoletniki, strokovni delavci, starši? Neprijavljanje je, razlog v tem je minimaliziranje problema. Ne? To se pravi, ne vidi se, da je to nasilje, mi pravzaprav še ne prepoznavamo povsod, kaj je nasilje. Psihološko nasilje tako rekoč ni vključeno. Sploh ne. Mi tudi teoretično, ampak v praksi ne. Tudi ko bi podali kazensko ovadbo zoper družino, ali pa posameznika, ki izvaja psihološko nasilje nad otrokom, je to zelo vprašljivo. Iz mojih izkušenj to so dejstva, še leto pa pol nazaj. Ne? In to se pravi neprepoznavanje nasilja. Ali gre za, bom rekla, nadlegovanje spolno, ali gre za psihično nasilje, ali gre za verbalno nasilje. To so vsa nasilja, ki ostanejo večinoma prekrita, puščajo pa ravno tako velike posledice pri otrocih. Ja. In pa predvidevam, da je to dosti večja verjetnost, da se iz takšnega mladostnika pol razvije, da je on sam na koncu nasilnež. Delikvent, ja. No, težko je reči, da je žrtev postane nasilnež. Težko. Predvsem je treba vedeti, da ko govorimo, če zdaj razmišljamo o spolnih napadih na otroke, se lahko zgodi, da oseba, ki je spolno napadala otroke, jih napada tudi zato, ker je sama doživela spolni napad. In jim je to način, da nekako vzpostavijo spet neko svojo moč, neko svojo kontrolo, ki jo kot otroci, kot žrtve niso imeli. Vendar ne smemo to posploševati, ker iz tega bi izhajalo to, da so vse žrtve nasilneži, tako da absolutno ne. Je pa to seveda tudi možno, ne? Ampak pri žrtvah tega nasilja je pa treba vedeti, da so to otroci, ki izgubljajo šolanje, ki nočejo več v šolo, ki želijo, da se jih spremlja, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami, ki ne povedo ničesar, ker se bojijo. Tako da to so veliki problemi, ki jih velikokrat hočemo nekako zminimalizirati. Potlačiti. Do vas, ko dobite prijavo, kdo je običajno prijavitelj? Tu kakšen strokovni delavec iz šole, starši ali mladostniki sami? Ja, veliko imamo prijav iz šol, ko se zaupajo tam svetovalni delavki in tako naprej. Dosti je tudi prijav iz centrov. Včasih šola posreduje nam, včasih posreduje centru, in pol center nas, tako da največ, bi rekel, po tej liniji prijav, kaj se tega tiče. Pa zakaj oba dva sta omenila, da je največ mladostniškega nasilja na šolah? Ko hkrati se mi zdi, da vsi vemo, oziroma bi vsaj morali vedeti, da bi šole mogle biti nek varen prostor za mladino, pa je največ nasilništva tam. Zakaj je temu tako? Mislim,
To je tako, da bi šel, ne vem, sredi gozda po svež zrak, pa bi bil tam najbolj onesnažen, mislim. Ja, ko sem gledal to statistiko, ne, je prav največ recimo nasilja v osnovnih šolah, na poti v šolo in tak naprej, prevzgojnih zavodov, se pravi, otroci se tam največ zadržujejo, ne. To so kraji, kjer so otroci največ prisotni in očitno da je temu posledica, ker se tam največ grupirajo, ne. Ja. Pa zakaj pol, če se lahko vrnem malo na začetek, so kakšni procenti, kakšna statistika, izkot izvira tista večina, da se pol nasilje razvije, ali je to domače okolje starši, ali je to skupnost kot sama? Veste, nasilje, statistika, odkje, kaj, kako, te raziskave pri nas, kolikor jaz vem, še niso bile upravljene v tej smeri. Vendar dejstvo je, da je nasilno vedenje ali pa nasilje tudi stvar, to je družben problem, stvar družbe, stvar kulture, stvar zgodovine naše in tukaj noter vmes je seveda pomembna družina in potem, če začnemo z vrtcem in potem šola, seveda, vse to so dejavniki, ki lahko preprečujejo ali pa seveda pogojujejo nasilje. In družina je pomemben faktor, ne? Otrok, ki se sooča z nasilnim vedenjem v družini ali pa z nasilnim odnosom do njega, s čustvenim zlorabljanjem njega in tako naprej, seveda ne moremo pričakovati, da bo imel drugačen odziv do svojih vrstnikov. In ko pridemo v vrtec in ko se tam lahko pojavljajo že nekateri znaki, seveda to dostikrat pripisujemo neprimerni igri in tako, kar ni v redu. Treba je ustavljati, ne? V šoli govorimo seveda potem o tem, kako so to pri spolnem nasilju, hormoni, pa puberteta in tako naprej, ali pa sej nič hudega ni hotel, ne, pa ne biti tako občutljiv, ne, in tako. In enostavno se ne postavimo vedno na stran žrtve, ne poslušamo otroka, ne slišimo, kaj nam pripovedujejo, ne, in seveda otrok tudi se umakne, ampak nasilnež s tem dobi možnost, dobi pot in seveda postaja njegovo nasilje še težje. Treba je razmišljati o tem, da je nasilništvo in nasilje pri otrocih, ko se gre po lestvici kriminala, navzgor, prognoza najslabša za delinkventno vedenje naprej in za kriminalno vedenje ravno pri nasilnih otrocih. Ja. Do katerega leta starosti vi oziroma obravnavate mladostniško kriminaliteto? Ja, do 18. leta, ne? Dokler je v bistvu, da ni polnoleten. To se šteje pod mladostniško. Bi se pa tu pridružil gospe Katji spet, ne? Ko neki otrok, ko je v šoli nasilni in to, vedno se je treba vprašati, kaj se tu doma dogaja, ne? Dostikrat vidimo, ali je otrok sam žrtev nasilja, ali opazuje to nasilje in vidi vzorec, se pravi, če doma oče doseže silo, bom tudi jaz dosegel silo, ne? Ali gre to neka potreba po dominantnosti, po prevladi, tako da v bistvu to so ti razloge, ne? Da je dejansko družina se mi zdi tista osnovna in najbolj odgovorna. Ne? Pa da opravite v bistvu vse pogovore, razgovore, imate tu dosti krat se v medijih pojavlja, pa rabiš to soglasje, pa center za socialno delo mora biti vključen, pa starši morajo soglasati, vsa ta birokracija ovira pri vašem delu, da pač razrešite zadevo, ali... Ne vem, če bi lahko rekel, da ovira je, pa seveda malo več časa vzame, sploh zdaj po tej novi zakonodaji ima pravico mladoletnik do odvetnika, čeprav če mu je odzeta prostost ali pa če se zoper njega neka preiskovalna dejanja izvajajo zoper njega, seveda je treba pač se še naprej dogovoriti z odvetnikom ali pa se starši posvetovati, boste vi zagotovili, bomo mi zagotovili, ne? Ampak načeloma pa ni neke strašnih ovir. Jaz seveda pa najslabši, ko starši tega ne uvidijo, pa dajo potuho, pa zagovarjajo otroka. Je dosti tega?
Ja, se zgodi, v nekaj primerih se zgodi, ja, ampak to pa je, bi rekel, tako zelo slabo za otroka, ne slabo sporočilo. Ja. Včeraj sem imel nekaj gostov, ko so tudi rekli, da se dostikrat zgodi to, da se v bistvu žrtev nasilja prej umakne iz tiste nevarne situacije, se ga premesti v drug razred ali na drugo šolo, nasilnež pa ostane tam. Zakaj je temu tako? To so rešitve, ki jih uporabljajo včasih zaradi tega, da ni potrebno ukrepati proti nasilnežu. Pa je to je to dobro? Ali? Seveda ni dobro. Ne? Vedno, kadar se zgodi nasilje in če otrok pride zaradi po mnenju odraslih, ne? In pedagogov, žal, z najmanjšim problemom, rekel mi je, da sem to pa to, ne, in tako naprej, verbalno nasilje, bi morali se s tem otrokom usesti, mu povedati, da ima prav, da je prišel povedati, da ga bomo podprli v tem, da se bomo pogovorili z fantom, ki mu je, ali dekletom, ki mu je to naredila, ne, in naj ne skrbi, če karkoli potrebuje, naj se obrne. Hočem reči, potrebno je odzvati se na popolnoma vsako takšno stvar. Ne? In to v zvezi z nasiljem tudi drugače ali pa v zvezi z otrokovimi pravicami. Otrok ima seveda pravico, tako kot je kolega rekel, do vse te podpore, do vse te pomoči. Otrok je neveden. In kdo drug kot odrasli in starši, ki nosijo odgovornost za njega, niso vedno najboljši, ampak nosijo svojo odgovornost, da bodo tisti, ki bodo sprejeli odločitve v zvezi z otrokom. Tako da mislim, da je to izjemno pomembno. To, da se pa policija seveda mora srečevati z vsemi temi akterji okoli, ne, jaz mislim, da je to dobro pri samem prepoznavanju situacije, pri raziskovanju kaznivega dejanja, ne, če lahko še danes tako rečem, ne, da seveda to ni nič slabega, zahteva pa seveda veliko časa in znanja in potrpljenja včasih. Kaj naj stori žrtev nasilja? Kdo je lahko najhitreje, najboljše pomaga? Ker mogoče dosti mladostnikov imajo stiske takšne ali drugačne, so bili deležni nasilja, pa ne vejo, na koga se obrniti. Ne upajo, marsikdo se boji, da ga bojo, ne vem, tako ste vi prej rekli, pa se to ni nič takega, mu ne bojo verjeli, ali pa ne vem, kam je najboljše, da se mladi obrnejo? Ampak veste kako, to bi morali že zdavnej vzeti, da tako rečem. Ne? Naprimer na šolah, kjer se soočamo s tem problemom, bi moralo biti jasno za nekimi pravili dorečenimi, kam se naj žrtev obrne, kaj naj stori. Ne? Moralo bi biti jasno, kako bo šola ukrepala. Marsikaj pri nas ni dorečenega. Ne? Nočemo v neka pravila, vedno smo rekli, pa toliko teh pravil. Pravila so pomembna. Pravila so pomembna. Brez pravil, a veste, prihaja celo do kršenja otrokovih pravic. Ne? In to ni dobro. In če bi otroci vedeli, kam se obrnejo, ne? Če si žrtev nasilja, tega in tega, seveda, da damo tudi prepoznati jim, katere so oblike nasilja. Ker marsikdo ne ve, niti od otrokov si misli, tak pač je, ne gleda to kot nasilje. Ne? Tako je. Ne? Obrni se na strokovno delavko na šoli, obrni se na svojo pedagoginjo, obrni se na svojo razredničarko ali kakorkoli, ne? Obrni se na tistega na šoli, ki mu zaupaš. Pardon, da vas prekinjam. Včeraj smo se z ekipo pogovarjali, dostikrat pa pride do tega, da se otrok zaupa učiteljici, pa učiteljica reče, ko je že vse razrešeno, to ni moja stvar, jaz nisem zato tu, jaz sem zato, da jih poučujem, ne da rešujem njihove težave. Ali pa socialna delavka je samo ena na šoli. Ne, šola ima vzgojno funkcijo. Tudi vzgojno funkcijo. In tega se mora biti premalo zavedamo. Ne?
Center za socialno delo je tudi institucija, ki bi moral biti na razpolago ne samo v 7 ur, Ja. ne, ampak v končni fazi z neko dežurno pripravljenostjo, ne samo za različne institucije, Ja. ampak tudi za ljudi, ne, biti prisoten, da se lahko obrnejo, tako kot je policija pravzaprav vedno v pripravljenosti. Ampak seveda ni vsaka stvar za policijo. Ja, ja. Ne? In veliko večino stvari se lahko urejuje v šoli, lahko na centrih za socialno delo, stvari, ki pa niso rešljive za te institucije, seveda je tukaj policija. Ja. Tako da včasih smo, iščemo izgovore za to, da nič ne bi naredili. Ja. Ne? In to ni dobro in to ni prav. Meni je pred enim mesecem pripovedovala babica enega fantka z Koroške, kako je ta otrok v 4. razredu, koliko časa je trpel nasilje svojega vrstnika, a veste, da je potem njegova mama šla pa od tega, pa do tega, pa do tega, pa do tega, da se je nekaj ukrenilo, ne, in da je potem to nasilje prenehalo. To ne gre nikamor. To tudi ni sporočilo ostalim otrokom. Seveda. Ne? Marsikdo pozna to zgodbo od sovrstnika, pa si misli, aha, jaz imam podobne težave, tam se ni nič zgodilo, ne bom niti spregovoril. Kvečemu bojo s prstom na mene kazali, on ima težave, on je tisto. Ne? Seveda, otroke bi bilo treba podučiti o nasilju, o vrstah nasilja, večji otroci bi lahko male tudi spremljali in jim pri tem, a veste, pomagali, jih malček ustavljali in tako naprej. Marsikaj več se da narediti. Pač osnova se mi zdi, je pač pogovor, treba se o stvarih pogovarjati, ne? Ker dosti krat se niti nočejo, zdaj se moram iti pogovarjati socialno delo, ko že to jim je taki tabu, pa kaj pa bo zdaj, če bom kaj preveč rekel, ne. Imajo kakšne državne institucije ali pa društva po vajinem znanju, kako bi rekel, ne vem, mesečne ali pa letne razgovore, da nekdo pride pa pove, kaj je nasilje v osnovnih šolah, v srednjih šolah, kako ga prepoznamo. Se dela dovolj v tej smeri, o zaveščanju samega nasilja, o preprečevanju? Mislim, da bi to moral biti osnoven predmetnik za pedagoge oziroma vse tiste, ki v svojih službah prihajajo v stik z otroci. Ja. So nekatere stvari, katere bi enostavno morali v času študija vzeti. Poleg tega nekako pogrešam tudi zloženk. Leta nazaj sem pripravila zloženko o nasilju, v katerem se navajajo seveda posledice nasilja, ne, kaj vse je nasilje in tako naprej. Tega je premalo. Tudi starši ne vedo, kaj vse je nasilje. In tudi starši se ne znajdejo in ne vedo, kako pomagati otroku. Ne? In mu lahko tudi sami rečejo, pa ne bi tako občutljiv, a veš kaj. Ali pa, še ti ga daj nazaj. Ne razumejo, ne? Kako to poteka. Tako da veliko več bi bilo potrebno tega, da res začnemo prihajati na en nivo, da spreminjamo ta odnos v družbi do nasilja. Ker je to važno tudi za nas odrasle. Samo poglejte, s čim vse se soočamo, pa si zatiskamo oči. Ko pride enkrat do prijave na policijo, kaj v bistvu policisti pol naredijo za zaščito žrtve? Kakšni so tu postopki? Malo je razlika, ne, za kakšen dogodek gre. Gre to za neko hudo obliko kaznivega dejanja ali gre za prekršek. Lahko damo kakšen en ali pa dva primera, različna, toliko da... Ja, mogoče, če lahko ponastavimo. Seveda, vsekakor v prvi vrsti mora biti v vidu zaščita žrtev, ne, da se žrtev zaščiti, če je poškodovana, da se je prva pomoč nudi in tak naprej. Ne. Zdaj, če je to prekršek, se pridobijo policisti to izjavo priče, se izda plačilni nalog in se izreče globa in je to. Ne. Če pa bi šlo za neko hudo, gre za kaznivo dejanje, kjer so priporni razlogi, recimo ponovitvene nevarno zavarovanje dokazov in takrat se storilcu odzame policija prostost do 48 ur in se ga v nadaljevanju
privaja na zaslišanje preiskovalnemu sodniku pa tožilcu, ki pa lahko zoper to osebo odredi pripor ali pa kakšen drugi nadomestni ukrep, ne, ki bo zadosil, bi rekel, zaščiti žrtve. Ja. Običajno, glede na vaše področje, se pravi celjsko področje, je dosti ponovitev nasilništva? Zdaj ne vem, mislimo tule na mladoletnike. Na mladoletnike, Na mladoletnike, ja. Ja, se tudi dogaja, ne. To je prav, bi rekel, prav imaš štrleče posameznike, ne, kjer zagotovo ni prava usmeritev od zadnjih staršev, ker starši ne igrajo svoje vloge in se tudi, bi rekel, ponavljajo te dogodki, čeprav smo tu mi tudi odgovorili že malo z druge plati, smo zoper te starše, ki svoje vloge ne odigrajo z zakonskih dolžnosti, smo kazenske ovadbe podali za zanemarjanje. Tako, zanemarjanje, ker taki starš, ki navaja otroka k antisocialnem vedenju, ki ne skrbi za njega, nima nadzora nad njim, ga prepušča sam sebi, ne vem, kakve oblike zanemarjanja še vse. Pol mi v teh primerov zoper starše podamo kazensko ovadbo. Tu ste samo vi prisotni ali še socialna služba, šolstvo, ko pride do staršev, da jih je treba še z njimi podebatirati? Seveda mi o tem obvestimo Center za socialno delo tudi, ne. Šola zdaj, če se ne navezuje dogodek na šolo, pol šola ne obveščena, če pa je bil dogodek v šoli, bo pa tak šola seznanjena, ne. Ja. Ko govorimo o družinskem nasilju, kakve so kratkoročne pa dolgoročne posledice tu družinskega nasilja? Ker marsikateri starš bi tudi se ne strinjal ali pa ne prepoznal, da je nasilje to, da mogoče skozi z povzdignjenim glasom se dere na otroka ali pa ne, to. Kakve so vse tu vrste nasilja? Marsikateri starš niti ne ve, da je to ena oblika nasilja, pa da se na dolgoročno bo poznalo to na otroku, ne? No, ogromno je tega čustvenega nasilja, ki ga ne prepoznamo, ne. Ti si neumen, pa daj pusti to, pa kaj zmeri nekaj narobe narediš, pa nič ne znaš narediti, pa poglej, kakšen bebec si. A veste, to je tako rekoč folklora. Folklora, ko večkrat to izrečete otroku. Ja. Otrok dejansko začne čutiti, a veste, da nekaj ni v redu z njim. Ne? Pade njegova samozavest. Ne? Iz tega seveda se rodi marsikakšna neuspešnost lahko njegova in tako. Ampak saj pravim, nismo občutljivi do tega. Ne? In se to ni treba, da se sankcionira, ampak če bi se o tem več govorilo, ne? Če bi se, roditeljski sestanki mora biti kdaj namenili tudi temu, da se nekaj spregovori o teh oblikah nasilja, da starši slišijo, da se ozavestijo, ne? Poleg tega pa morali bi, to jaz še zmeri trdim, ko gre za zakonodajo, naprimer mi nimamo o zakonu o preprečevanju nasilja v družini, čeprav je to brezzobi tiger, ne, definiranih oblik nasilja nad otroci v smislu zanemarjanja otroka, ne, čustvene zlorabe otroka, fizične zlorabe otroka. Za vse to obstojajo definicije. Ne? Mi teh definiranj nimamo. To je zelo pomembno, ker če starš prebere te definicije, potem ve, kje je njegova odgovornost, kje je njegovo mesto. In tudi nekako upravičeno še bolj zahtevate od njega, da svoje ravnanje prilagodi temu, kar seveda od njega najmanj zakonodaja pričakuje. Tako da to nasilje, bom rekla, deluje včasih, kako naj rečem, nepomembno, ampak to je najbolj pogosta oblika nasilja, a veste, ki otroke v narekovaju ubija. Ne? Na dolgi rok, Tako je. Ne? Fizičnega nasilja seveda tudi obstoja, če ravno smo se kot država zavezali, da se otroka ne sme udariti. Ampak v zakonodaji imamo še vedno, kdor hudo ne ravna z otrokom, ni hudo, ne more to biti. To se pravi toleranca. Pa je ta beseda hudo, opredeljena, pa kaj to pomeni?
Ne. Že Ampak tu je že pol, ne, besedica ja. hudo je Ja. hudo. Ja, Ne. ja. In potem, če gledamo vse te oblike nasilja, a veste, ki je pravzaprav široko razpršeno, tudi ko gre za družinsko nasilje, ne, se še vedno dogaja, da dobi in žrtev prekršek in storilec prekršek. Ja. Ne. A veste, delitev med tem, ne, kdo Ja. je žrtev, kdo je nasilnež in tako naprej, je zelo na nožu vedno, pa čeprav so stvari jasne. Ja. Ne. In to pušča posledice pri materi, naprimer otroka, žena, ki je mati, ki je žrtev nasilja v družini, sčasoma postane žal slaba mama, ker ne zmore več, ker je ona psihično ubita, to je tako rekoč mrtev človek. Ne? In se ne more in se ne ukvarja z otrokom. Ja. Ne? Otrok vidi, kako je oče uspešen, ne? In to je ta veriga, kar je prej kolega omenil. Nismo senzibilni, premalo smo senzibilni do vsega. Ja. Kaj se pa lahko zgodi, če otrok poda na policijo lažne prijave nasilja? Imate dosti tega? Žal, v zadnjem času se nam dogaja tudi nekaj takega, ne? Sicer ne toliko otroci, bolj bi rekel najstniki, Okay. mislim ti mlajši mladoletniki, starejši polnoletniki, to je tam od 14 do 18 let, sploh v zadnjem času nam štrlijo zadeve ven, lažna posilstva, mladoletnic, ne. Znani posilstvo, to kar štrli v zadnjem času, ampak na koncu, ko začnemo temeljito zbirati obvestila, ugotovimo, da ni bilo nič, ne. Včasih najdemo razloge, zakaj to, včasih pa tudi ne, ne. Povsem lažne prijave so, ali je nekaj oprijemljivega, ampak se na koncu izkaže, da ni bilo res, ali so povsem pač. Tudi se zgodi, da je povsem lažno, povsem izmišljeno. Bi pa mogoče samo malo se še na gospo dotaknil prej, ne, ko je govorila, da nimamo determiniranih teh oblik, ne, to se strinja, absolutno nimamo, ampak mi jih vseeno zajamemo, ne. Če vidimo tako poniževanje otroka, ne, tudi če ni determinirano, mi to vpišem v kazensko ovadbo in zajamem pod psihično nasilje, ne. Pa še mogoče, če lahko izkoristim res to tolerantnost. Glih nekaj dni nazaj sem prebral eno zavržbo okrožnega državnega tožilstva in je šlo za nasilje v družini. Leta 2009 je imel storilec nasilje, izvajal na to partnerko, nasilje izvajal pred hčerko in tak naprej. V bistvu je imel prepoved, ukrep prepovedi približevanja izrečen. Nekako je to nekaj časa funkcionira, seveda nasilnejši svoje kože ne more in se ponovno letos to nasilje, bi rekel, stopnjuje do te mere, da sta pobegnale od hiše. Ne? Ta hčerka in hčerka stara, mislim, da 14 let in žena, seveda pretepo je tudi to hčerko, jo poniževal, delati je mogla cele počitnice v enem lokalu in tak naprej. Ne? In pol epilog tega, tu bi rekel, govorimo o dveh kaznivih dejanjih nasilja v družini, recimo na škodo te žene in zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje na škodo te hčerke. In je bil epilog, da se more pisno, storilec, povratnik se more pisno upravičiti in je bil pol postopek zavržen. Ne? To je to? To je to, ja. No, jaz bi rekla mislim, brez tako. besed. Ja, ampak dejstvo je pa nekaj. Moje izkušnje in iz policijskega dela so takšne, da mogoče radi govorimo o tem, nekdo drug je tisti, tožilec se ni tako odločil, mi smo naredili, sodnik se ni tako odločil, tudi so primeri. Ja. Ampak dejstvo je, da kadar se stvari dobro utemelji, kadar se stopi v stik s tožilcem, da vemo, kaj bo lahko dal naprej, kadar se potem, a veste, da se lahko stvari bolje razpletejo. Ja. Čeprav tudi meni v nevladni organizaciji, kjer sem do leto pa pol nazaj delala, je bilo sodišče velikokrat največji problem. Ne? V smislu odločitev, ne? Ali seveda se odločiti za izrek kazni ali ne. Bi pa pri nasilju moramo, to bi rekla, vedno delovati skupno.
samo policija ne more ustavljati nasilja. logično. Samo šola ne more, samo starši ne morejo. Vsi moramo delovati skupno. Ja. In drugo, kar seveda, jaz sem pač, gledam stvari tako, lažne prijave posilstev ali pa spolnega nasilja je nekaj najtežje, kar se lahko oseba spomni, da prijavi. Zakaj? Govoriti o tem, ne, je težko. In v končni fazi vsa ta dejanja imajo neko svojo dinamiko. Ne? Ali jo znamo prepoznati, ali jo ne znamo. Če jo znamo prepoznati, seveda zelo hitro vidimo, kaj je lažnega, ne, kaj ni. Ampak prepričana sem, da nimamo problema z lažnimi ovadbami. Ja. To sem prepričana. Morebiti se najde kdo ali pa kakšen primer, ampak potem se je treba vprašati, kaj je tukaj v ozadju, kje so bili razlogi, da je do tega prišlo, in pri mladoletnih je to tudi izjemnega pomena. Ja, ja. Drugač pa dejanja lažnih prijav, a veste, tudi za otroke veliko krat govorijo, starši so lažno prijavili zloraba in tako naprej. To človek težko posluša. Ne? To je res nekaj najtežjega. Ne bi bilo boljše, da bi se vse te pač lažne prijave samo kaznovale? Saj se lahko obstojajo pogoji in jaz vedno pravim, če je lažna prijava, tukaj je kaznivo dejanje krive ovadbe. Ja. In jasno. In to bi se vsak Kako je bolj to v praksi? Ja, v praksi je pa to malo drugače. Ne? Za krivo ovadbo ti lahko nekoga ovadiš, kot je podal na zapisnik in je bil opozorjen na posledice krive ovadbe. Ne? Ja. Če pa kazve deklica pride v šoli, pa naznani socialno delo, ki socialno delo ka nam, deklica v tem primeru ni bila opozorjena na posledice krive ovadbe in nimamo. Nimate zapisnika, niste. Ja. Je pa mogoče bi tu dodal res, ne, da so verjetno, tako je gospa Katja rekla, neki razlogi za to. Ne. Ja. Vidimo, imamo bolezenske razloge, imamo deklice, ko so 5-krat po 8-krat naznanile, že lažno. Ja. Tako da so verjetno neki bolezenski razlogi za tole. Lahko je mogoče išče neko pozornost, seveda včasih to ugotovimo, včasih ne ugotovimo, ne. Ja. Ampak res imamo kar nekaj primerov te, ne, da vidimo, da Ne bi bilo boljše, da bi tudi, če bi nekdo naznanil socialni delavki ali pa učiteljci, pa pol bi oni posredovali vam, bi načeloma to glih tako mogla biti kazenska ovadba. Seveda. Mislim, ne bi to igralo v praksi? V zakonu o kazenskem postopku ne, ker piše točno, kdor je bil opozorjen na posledice krive ovadbe, ne. Ja. Tako. Pa še to vedno pol ni epilog, da bo ta obsojen, ne, ker je pač se lahko takšni ali drugačni razlogi tega pripeljali. Zakaj se tudi dosti krat zgodi, da se neka tragedija zgodi, pa pol slišimo ali pa preberemo, da je imela oseba prepoved približevanja, da je že bilo tolikokrat zapisano družinsko nasilje, pa traja, ne vem, to 5, 9, 10 let preden se na koncu, ne vem, sodišče ali pa policija odloči malo bolj ostro ukrepati. Zakaj pride sploh do takih stvari, primerov? Ja, gledajte, zdaj, jaz bom tako rekel, ne, ukrep prepovedi približevanja, če govorim o tem, ko ga po zakonu izrekam, po zakonu nalogah in pooblastilih policije, ko ga policija izreče do 15 dni, ima žrtev možnost podaljšanja, jaz pravim, to ni ukrep za zaščito žrtev, to je ukrep za premislek, ne. Ja. Tistemu storilcu, ko še bi rekel, malo možgani delujejo, da bo premislil, da se bo zavedal, da ne sme, ampak to ni dobena fizična zaščita. Ne. Ja, seveda ne. Da policija, ampak on ima dostop do žrtve, tako kot je v varni hiši in tak naprej. Ne. Ne grete vi za avtom, pa za njim, pa skozi hodite. Tako, ne moremo, niti fizično policija ni zmožna. Ne. Seveda, more biti neka hujša oblika in more biti neki priporni razlogi. Ne. Se pravi, zdaj, da je večkrat, ali da je res tako izrazito, ali pa ga malo mi postopku, pa še on naprej grozi, da bo ubil to žrtev in tak naprej. Seveda, takrat se mi odločimo, imamo priporne razloge, takrat mi gre odsem prostosti. Ampak seveda, nismo mi tisti, ki reče, mi bomo privajali. Ne. Ja. Tožilec pa sodnik sta tista. Ne. In če on dva reče, ta redni postopek je redni postopek, mi nimamo kam privajati. Ne. Ja. Tako da, žal, je pa to, mogoče bi še dodal tole, čist relativno
Pred leti, ko je bil umor, ko je partner umoril partnerko v Celju, je rekel, dobila boš ti tvojega božička, ne? Pa sta se srečala na parkirplaci, pa je ustrelil, ne? Eni rečejo 10-krat ustrelil te bom ali pa ubil te bom, pa se ne zgodi, ne? Ampak se pravi, pomembno je takrat, ko ima policija te razloge, priporne razloge, da odzame prostost in da poskuša privesti tega osumljenca. To se mi zdi, ne pa da že naprej, mi odstopamo tega, pa gremo v milejši ukrep, recimo prepoved približevanja, ki vemo, da ni zadostna. Za same žrtve, ko žrtev vidi, da se to ponavlja, pa dogaja, pa da traja, pa policija tudi razloži, da pač mora tožilec in sodišče da to v prednostno, da žrtev ve, da bo trajalo. Kaj vi svetujete žrtvi v takšnih okoliščinah, v takšnih primerih, da je najbolj pametno in varno za njih, da storijo? Kot sam zaščitne ukrepe mislim? Ja. Da ne pride do česa hujšega. No. Ja, seveda jim predlagamo določene samo zaščitne ukrepe. Ja. Sploh takoj, bi rekel, po izrečenem dejanju, ker se nam je že zgodilo tudi, da takrat, da je storilec glih največjo neumnost naredil, ko je bil ukrep. Se pravi, bi rekel, previdno spremljava, kakšni sprej mogoče pri sebi so zilni ali bilo kaj. Ne. Obstajajo kakšne varne hiše ali pa kaj tega za mladostnike ali pa za starše? Seveda obstajajo. Imamo krizne centre za otroke in mladostnike, varne hiše za ženske. Pa je to dolgotrajni postopek od, ne vem, izpolnitve prijave, pa preden se to steče, ker dosti krat se iz danes na jutri čez noč nekaj tega zgodi, ne? Glejte, koliko so mi postopki poznani za vstop v varno hišo, poteka en razgovor, recimo mi bomo imeli postopku, se vam žrtvi to tudi obelodanimo, da ima to možnost se omakniti v varno hišo. Mislim, da so postopki taki, da se naredi razgovor, pol pa mislim, da v roku 24 urah morate temeljito premisliti, seveda, ker tam so tudi določena pravila in tam ne morajo ženske svobodno hoditi okrog in ne vem kaj še vse, ne. Pol se odloči, a gre ali ne gre, ne. Ampak seveda za tisti čas se že najde neka namestitev ali pa sorodnikov, ali pa kaj, da je žrtve zaščitena ima, ampak vedno žrtve niso pripravljene ne sprejeti tega odhoda v varno hišo, seveda, ker to marsikaj za sabo potegne, otrok, prešolanje v drugo šolo in tak naprej, ne, služba, oddaljenost od službe in ni enostavno. Ne. Niti logistično jim verjetno ne znese, ne, če imaš službo vezano, nimaš prevoza, ne, vse te stvari. Ja. Kam se to vodi? Je luč na koncu tunela, imamo naše državne institucije, pa nevladne, delamo na tem kot država in kot skupnost, da se bo nasilje zmanjšalo v vseh oblikah. Na kaj moramo biti pozorni? Nasilje bo vedno, žal, prisotno, ampak lahko pa naredimo več za njegovo prepoznavanje in seveda za ustavljanje. Treba je vedeti, da nasilnež se nikoli ne bo ustavil sam. Nasilneža, kakršnega koli, ne, tudi majhnega in večjega in odraslega je treba ustavljati. In to ne samo enkrat, večkrat ga je treba ustavljati. Ne. To je pot za ustavljanje nasilja. In seveda ozaveščati družine, ozaveščati otroke, ne, in dati jim priliko in možnost, da o tem lahko govorijo, da so vzeti zelo resno, da se jim prisluhne, da jim povemo, kaj bomo lahko ukrenili, da jih spremljamo, če je to potrebno. Ne? Včasih mislimo, a veste, nasilje se je zgodilo iz šole do doma. Tudi v tem času je šola odgovorna za nasilje. Mi za odrasle smo poskrbeli, ne? Če se vam kaj zgodi na poti iz službe v službo, ne? Vam zavarovalnica ali kdorkoli pač to povrne. Ja. Ne? Pri otrocih tega ne vzamemo v upoštev. Ja, tudi za otroke je to pomembno. Tako da šola bi morala tudi ta svoj delež, ne samo v šoli, ampak tudi v okolici šole, ne, razmišljati o tem, kaj lahko naredi za preprečevanje nasilja. Ne. Seveda je vedno luč na koncu tunela, vedno, in to moramo vedno upati in treba je gledati optimistično, ne? Ampak zato je pa potrebno tudi volje in znanj. Ja. Se pravi, načeloma tista osnova, iz katere moramo izhajati, je pač pogovor, ne? Da se tudi, če ima kdo dvome, je to prav, je to narobe, spregovoriti, pa da pač
te oseba, ki posluša, vzame dovolj resno. Ne? Nasveti za mladostnike, ki se soočajo z nasiljem in pa starše, ki se soočajo z nasiljem ali pa ga ne prepoznajo, kakšni so vajni nasveti. No, prvi nasvet je zagotovo naj sporočijo to nekomu, ki mu ne zaupajo, ampak hočem reči zaupajo, ampak lahko je to pedagoginja, lahko je to socialna delavka na šoli, ne? Lahko so to starši. Ne? Če bojo mislili imeli občutek, da niso bili vzeti resno, naj sporočijo še nekomu. Vedno naj prijavijo, kar se jim zgodi. Nikoli naj ne skušajo sami, bom rekla, obračunati z nasilnežem. Redko kdaj nasilnež ne pada osebe, a veste, ki so v sorazmerju z njegovo močjo. Vedno napada šibkejše, tako da tudi ta obramba ne pride. Nobena sramota ni steči hitro stran ali pa upit. Ne? Seveda je pa treba tudi vedeti, da moramo o nasilju spregovoriti takoj, ne takrat, ko že ne zmoremo več ga prenašati, ko smo že čisto, da rečem, ubiti. Takrat se je že razvila. Takrat se je tako. Ne? In seveda ozaveščanje in sodelovanje vseh služb. Izjemno pomembno. Ena bo more biti gledala tako, ena institucija tako, ampak v končni fazi, ko bojo združili mnenje o nekem problemu, bodo prišli do enotnega stališča. In tako se naj bi tudi ravnalo naprej, ker bo to podpora vsem. Ja. Pa mislim, da tudi, ker dosti mladostnikov pa staršev si mogoče iz takšnih in drugačnih razlogov ne upa iti na policijo po pomoč, ker si pol mislijo, zdaj pa, če bo policija vključena, zdaj pa bo to bum, pa bo vsi izvedeli. Ne? So vedno dobrodošli v takšnih in drugačnih stiskah k vam. Zagotovo. Najlepša vam hvala za vajen čas, za besede. Z veseljem. Upam, da si bojo poslušalci čim večkrat preposlušali podcast in da bojo pomagali drug drugem, da se zbudimo v čim manj nasilno jutro. Hvala lepa. Lep pozdrav. Enako, hvala. Yo, #progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress What report. up? #progress Progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Lee Force. Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadelka checking in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat.